Avtodomarji pravijo, da so najprijaznejše države za tovrstni počitek na severu Evrope. Poleg Skandinavije pa se obilice avtodomarskih užitkov skupaj z drugimi zagriženci lahko naužijete tudi v Italiji, Španiji, Franciji, Grčiji in še kje. Po praktične informacije iz prve roke smo se odpravili tja, kjer je potovanje z avtodomom že vrsto let glavni način preživljanja prostega časa. Torej, kako je s prenočevanjem? Pride v poštev samo kempi ali še kaj drugega? Ja, jaz bi rekel tak, pravi slovenski avtodomar ne spi v kempu. Ne. To je prvo pravilo, razen na Hrvaškem, kjer nas imajo pač Hrvati zadnje čase, ne samo nas, na splošno, vse avtodomarje strašno radi v narekovajih, ne. Se pravi, nas tiščijo v kempe, včasih tudi lokalni kempi na nek način podpirajo policijo pri tem dejanju, ne. Se pravi, poiščemo nek miren prostor, kjer ne nadleguješ okolice, mogoče kje kakšno manjše pristanišče, kaj takega, se sparkiraš, paziš, da ne puščaš umazanije za sabo in to je to, generalno. Kaj pa mora vedeti nekdo, ki se odloči, zdaj pa grem z avtodomom prvič? Verjetno bo najel avtodom. Takšnim bi tudi jaz priporočil, da se odločijo ali za kakšen kemp, pa potujejo med kempi recimo, ali mogoče za PZA, se pravi prostor za avtodome se temu reče, kjer je vsaj osnovna sanitarna oskrba, možno je odliti WC kaseto in napolniti vodo, ne. Tako da rajši taki prostori, kot pa da bi kar čist na divje štartali. Nekaterim se pa ne zdi primerno rentati vse skupaj, pa pač se odločijo za nakup avtodoma. Kakšna pa potem razlika med avtodomom za 30 pa med avtodomom za 60 tisoč evrov in pa kaj mora nekdo paziti, ki kupuje avtodom? Pri novih avtodomih je mogoče za razliko od osebnih vozil bistveno drugače kot pač pri osebnih, kjer veš, da pač en avto, ki stane 10 tisoč evrov, ne more biti enak tistemu za 30 tisoč. Avtodomi imajo večinoma notranje opremo bolj ali manj enako. Razlike so v drobnarijah, se pravi v kvaliteti pohištva, kar pomeni, da čez 3 leta boste morali pri slabšem zamenjati večino vijakov, mogoče kakšne pante in te stvari, ne. Pri boljšem bo ta oprema dalj časa zdržala brez težav, ne. Osnovna vozila so bolj ali manj vsa enaka, Fiat je tu daleč pred ostalimi, Ford nekje za njim, ne, in pa potem vsi ostali, še Mercedes za bolj prestižne, ki si pač želijo tudi komfortno vožnjo, ne. Drugače pa večina prvega nakupa so Alcone, ne, se pravi, to so taki modeli z spalnim nadstreškom. Za tiste, ki ne rabijo velikega avtodoma, se odločajo za van model, se pravi kombi predelan v bivalni prostor tudi, ne. In to je nekje to, se pravi, po mojem mnenju pa nekje pod 30 tisoč ni pametnega avtodoma za nakup, če ga pa nekdo kupuje za lastno uporabo, pa mislim, da bi se moral kar ozirati po modelih okoli 50 tisoč. Torej, osnovni del avtodoma, podobno kot pri majhnem stanovanju, se pravi vse na eni dokaj majhni kvadraturi, kuhalni del z hladilnikom, z 3 plinskimi kuhalniki, konkretno pri tem modelu, potrebne omarice za vso posodo in te stvari, kar pa človek rabi, tudi nekaj skladiščnih prostorov, recimo v tem modelu zadaj 2 pograda, zelo primerno za otroke različne starosti ali pa spolov. Možno je tudi spodnji pograd recimo zapreti in se pridobi za to večji skladiščni prostor. Potem je praviloma sedežna garnitura, tu konkretno za 4 osebe, možnost tudi, da se raztegne 6 oseb lahko komot je, spalni nadstrešek, Alcone, spanje za 2 osebi in pa kopalnica, se pravi večja ali manjša, v boljših modelih večja, se pravi ločena tuš kabina, WC, školjka, umivalnik, se pravi kompletno majhno stanovanje na eni predvsem majhni kvadraturi. Moramo računa, da se nahajamo v avtodomu dolžine 6,5 metrov skupne dolžine, se pravi zadaj nekje 5 metrov krat 2 metra širine, 10 kvadratnih metrov. Vozniška kabina za 2 potnika praviloma, ponekod v vanih, ne, se pravi v kombi različicah tudi za 3. Kompletna oprema, tako kot v osebnem avtomobilu, avtoradio, klima, tempomati, navigacija, kamera za vzvratno vožnjo, za lažje parkiranje. Za razliko med prejšnjim avtodomom, ki je tipičen predstavnik vstopnih modelov, se pravi začetniških avtodomov za 6 oseb recimo, je to že višji srednji razred, integriran avtodom, se pravi pomeni, da je ves prostor v enem, tudi kabina sprednja je samo notranji del, originalen od Fiata, se pravi zunanje, ki je vse predelano.
Avtodom je namenjen v osnovi prevozu 4 oseb, se pravi 2 sprednja sedeža, 2 ločena sedeža na sredini, velika postelja zakonska v sprednjem delu, ki se spusti še malo niže, kot je zdaj postavljena, in pa zakonska postelja v zadnjem delu, kjer 2 osebi spita, pod njo velika garaža, se pravi namenjena prevozu tudi kakega manjšega skuterja, koles eventuelno, in pa celemu kupu krame, ki se nam ponavadi nabere, kadar gremo na en tak daljši dopust. Malo večji kuhinjski prostor, malo drugače oblikovan, recimo, tudi z vsem, kar potrebuješ, velik hladilnik, in to je to. Rang cenovni okoli 70 000 evrov.